nekaj o strokovnosti. Res je, da smo v preteklem mandatu še poslušali o strokovnosti, strokovnost gor, strokovnost dol. Jaz vas prosim, da se vendarle pogledate to nedelo knjigo. Poglejte, kako je sestavljena. Poglejte, pravzaprav, da nima neke konsistentne sestave, že po oblikine, po načinu dodelavene. Potem, recimo, če kdo bral od UNESCO poročilo. UNESCO poročilo je išlo konec lanskega leta in sicer govori o tem, kako so spremljali po celem svetu v različnih državah, v Evropi, v Aziji, v Afriki, Kanadi, Ameriki, šole, ki so imele nivojski pouk. V vseh šolah so spremljali otroke nekaj let skupaj. Vzorci otrok so bili od 3000 do 32 otrok. Rezultat je bil vse posod enak. Spoznanje, nivojski pouk škoduje. Škoduje najbolj šibkim. Škoduje povprečnim in na nek način škoduje tudi najboljšim. Čeprav najboljši resnici na ljubo nekaj pridobijo. Ne pridobijo pa znatno. Vsekakor pa zgubijo na socialnem kapitalu. In tukaj imate ogromne vzorce otrok, ogromne vzorce učiteljev, še nekaj. Na učiteljih se je pokazalo to, da če je učitelj učil recimo 2 leti zapored en nižji nivo, potem je potreboval za višji nivo pol leta, da se je uvedel noter in začel tiste učiti na drug način. Ali obratno, če je učil 2 leti višji nivo, ali pa celo manj, 1 leto tudi kdaj, ko se je vrnil nazaj v nižji nivo, je bil prezahteven. Skratka, zgubil je stik z realnostjo. Ti imaš pa stik z realnostjo takrat, ko imaš celostno življenje pred sabo. Že to, da tega UNESCO-ga poročila niso poznali, niso upoštevali, že to je sramotno. No, če so ga poznali, je pa pokvarjeno. Kajti to UNESCO poročilo, ker smo ga potem zelo, zelo poudarjali, potem je ven iz bele knjige šlo tistega prvotnega predloga, da nivojski pouk obvezno. Zdaj obstaja kot opcija. Dobro kot opcija, ampak tudi nismo še pustili kot opcija. V redu, da takrat UNESCO poročila še ni bilo. UNESCO poročilo pa zdaj nedvoumno pokazalo, da z nivojskim poukom ne pridobimo veliko. Starši so izrinjeni tukaj iz tega odločanja, precej, čeprav starši dejansko naj bi v šoli odločali o stvarih, ki zadevajo socialne odnose, ne o samem znanju. O samem znanju, če pač nisi strokovnjak na tistem področju, najbolj težko kaj rečeš. Druga stvar o tem je znanje o jezikih. Nevrološka znanost, znanje o možganih, spoznanja, ki kapljajo dan za dnem, nova spoznanja, kažejo na to, da se je začeti učiti tujega jezika dobro zgodaj. In to čim več tujih jezikov, kajti več kot tujih jezikov znaš, toliko lažje se naslednjih novih učiš. In dejstvo je, da naši sosedje, evropski sosedje, to vedo, berejo te raziskave, ampak zato imajo tudi več pouka tujih jezikov in to v zgodnji dobi in to po 2 obvezno najmanj. Naši otroci, ko bodo končali osnovno šolo, se bodo v srednji šoli bolj počasi začeli, z večjimi zadržki, z večjimi čustvenimi zavorami, začeli učiti drugega tujega jezika. In bodo na ta način v znanju tujih jezikov manj konkurenčni, kot so njihovi evropski kolegi. To pomeni, tržišče dela je za njih nekoliko bolj zaprto. Zdaj, tisti, ki menijo, da je obremenjevati otroke s tujimi jeziki slabo, je možno, ta razmislek je možen takrat, kadar vemo, da imamo opravka s slabim poukom. V resnici na ljubo treba povedati, da ima tudi sem, da tja imamo tudi slab pouk. In da to ne more biti izgovor. Torej, tega tudi niso poznali. Teh raziskav ne poznajo. Če jih pa poznajo, je pa zopet to zelo grdo, da jih ne upoštevajo. Predvsem se nam zdi, da manjka ocena stanja, ki bi opisala učinkovitost rešitev bele knjige leta 1996, vzorcu šol, ki
ki so postopoma vstopale v devetletko. Mi moramo vedeti, da je PIRS 2007, to je raziskava bralne pismenosti, mednarodna raziskava bralne pismenosti, dokazala, da so učenci devetletke v postopnem uvajanju, veste, da ko so devetletka vstopala, so vstopali samo en del šol, pa so šli 6. letom. In njihovi kolegi so bili pa 7. letom v 1. razredu. Skratka, ko so bili ti otroci vsi skupaj stari 10 let, eni so bili v 4. razredu 9 letke, drugi pa v 3. razredu 8 letke. Eni s 3 leti v šoli za sabo, eni pa 4 leti v šoli za sabo. Tisti 9 letke so imeli 350 ur slovenščine v vseh teh letih. Njihovo znanje slovenščine oziroma bralne pismenosti je bilo za 2 točki večji kot znanje njihovih kolegov iz osnovne šole 8-letke, ki so imeli manj 350 ur. To pomeni, poslušajte, dobro poslušajte ta podatek, 520 točk so dosegli 10-letniki, ki so hodili 3 leta v osnovno šolo, 8-letkari, pa 522 točk so dosegli učenci, ki so hodili 4 leta v osnovno šolo. Oboji so bili stari 10 let. Eni so začeli prej, pa so imeli 350 ur slovenščine več. Za 2 dvori točki. Kje tukaj je ta silna uspešnost 9-letke? A bomo vprašali učitelja, so zadovoljni z 9-letko? Ja, tisti, ki jih poučujejo, mogoče so, ne? Ampak če ne veš tega, kaj je pa rezultat, pa ne moreš govoriti. Toliko o strokovnosti, recimo, ne? Pozabi se na kompetence. Kompetence so dali ven. Medtem, ko Evropa priznava kompetence. Kaj je kompetenca? Kompetenca je sposobnost, delovnost, pa znanje enega posameznika. To je neko združena zadeva. Znanje je zgolj rezultat. In to je tista paradigma, ker ta bela knjiga gradi ves čas na tem. Storilnostno, tisti rezultat na koncu. Naša ocena v osnovni ali pa srednji šoli ima značaj upravne odločbe. Tako kot imaš najprej zapisnik, torej razgovor, zapisnik, odločba, pritožba na odločbo, kot da bi gradbeno dovoljenje dobil dobesedno. In kje je tukaj učitelj? Ni učitelj, ki bi bil etično, strokovno, tako visoko, da bi lahko rekel svojo celotno strokovno odgovornost in osebnost rekel, moje mnenje je, da je tvoje znanje tako. Tega se našemu učitelju ne dopusti, ker se mu ne zaupa. Zdaj, če fakulteta pač producira slabe kadre, če to oni mislijo, da to delajo, je to dosti slabo za njih. To ni reklama za njih, ne? Da imajo tako slabe kadre, da jih morajo potem regulirati s 1000 pravilniki. Kaj bi še rekli o sami osnovni šoli in pa v vrtcu? Vrtec ne bi izgubil to drugo brezplačnost drugega otroka. Nekateri župani govorijo, joj, koliko je ta ukrep nam otrok pripeljal v vrtce, koliko smo si mi zdaj zadali nekih novih stroškov, to je bil neumen ukrep, ne? No, ker je pač toliko več otrok prišlo v vrtce. Zopet neznanje. V letu 2007, v letu 2008 se je rodilo več otrok. In tih več otrok je tudi več prišlo v vrtce. V letu 2007-2008 so nastopili rezultati pokojninske reforme iz leta 2000, ko so babice prenehale hoditi malce mlajše v pokoj. To pomeni, da niso več mogle varovati otrok. Vsi ti so prišli v vrtec. Danes je evropska paradigma, da se najbolj splača vlagati v otroka v zgodnjem otroštvu. To je najbolje naložen čas in denar. In če je vrtec dober, kar naj bi bil, potem naj seveda ne bi bili veseli, da otroci niso v vrtcu. Vsak župan bi bilo tega vesel. Mnogi med temi so. Ta ukrep se umika. Ostala naj bi 50% subvencija. Še nekaj. Imamo sicer poglavje o nadarjenih. Ampak, gledajte, kako nadarjene lahko spodbujamo v osnovni šoli. Ne tako, da jim zopet predpišemo čisto vsak korak, kakor tudi učitelj ne moramo predpisati vsakega koraka, ampak da jim pustiš en prost čas. Da ima ravnatelj nekaj prostih ur za interesne dejavnosti
ki jih lahko razporedi glede na to, kaj otroci rabijo. Če boste kot ravnatelji videli, da vam pred šolo mulci šraufajo kolesa, pa se pa malo pretepajo, pa spet malo šraufajo kolesa, bi pa mogoče rekli, poglej, učitelj tehnične vzgoje bo pa z vami malo delal kolesa po šraufu in potem imaš skupino otrok, ki bo zelo, zelo zainteresirano nekaj delala. Še mogoče inovativno bo. Tehnike ni. A se spomnite, pred 4 leti vik in krik, neprestano simpozijev športnih učiteljev, športnih pedagogov, dr. Janka Strela na radiju, pretežkih otrok, premalo športne vzgoje v šoli. A se tako? Nič. Se to kaj pritožuje? Nič. Tehnike je premalo. O inovativnosti pa tale bela knjiga tako rekoč ne govori. Inovativnost nastopi takrat, kadar je zagotovljena so zagotovljeni pogoji, da lahko človek razmišlja tudi problemsko. Ne da ima vse predpisano. Zdaj, če bomo pa mi učitelj vse predpisali, kako mora razmišljati, bo pa seveda on tazga otroka naredil. Bo tudi tako delal. Tako, Janez, bom nehala, evo. Zagotovo je nekaj dobrih rešitev tudi v beli knjigi, rekla bom še nekaj o posebnih potrebah. Je določen del, ki je pametno sestavljen, dober, je pa določen del, da pravzaprav ne veš, kaj so hoteli povedati. Ne veš, kaj je strokovni center, kaj je referenčna šola, ali ima referenčna šola več pristojnosti, ali ima manj pristojnosti, ne rešuje praktično nobenega problema, ki ga danes občutimo zelo, zelo v posebnem šolstvu. Tudi varuh predšolskih otrok. Poglejte, tam, kjer starši ne dobijo vrtca, ker ni dovolj hitro zgrajen, ker še ni kapacitet, ta varuh predšolskih otrok, namesto da ga preganjajo dobesedo kot nekaj zlega, kot zasebno šolstvo, denimo, bi lahko mu namenili nekaj denarja, da bi starši, ki ne morejo otroka vključiti v vrtec, ga peljali varuhu predšolskih otrok in bi dobili tudi tam neke subvencije. Tega ni. Tako da jaz ocenjujem to belo knjigo kot prehitro narejeno oziroma narejeno na nekem delu v nestrokoven način, na hitro narejeno, skupaj z basano in seveda premalo časa za debato. Zdaj pa bi prosila najprej dr. Jurija Šinka. Samo eno zadevo sem pozabil, kar je treba omeniti. Ko sem govoril, da so vsi proti, obrtna zbornica je proti. Oni so rekli, bela knjiga je pisana na kožo šole, ne gospodarstva. Torej celo obrtna zbornica je proti. Vsi, samo še dr. Krek jo zagovarja, niti minister ne zagovarja več, oziroma jo ni zadovoljna z nami. Toliko sem to.